Spoštovani fantje, dekleta, obiskovalci, kar prosim še malo naprej. Kar postavite se okrog eksponatov, starši pridite bliže. Čim več naj vas pride noter, bomo počasi začeli s programom. Spoštovani, spoštovane, predvsem pa prav lepo pozdravljeni vojaški obvezniki letnika 2005, občine Pivka, Sežana, Divača in Komen. V veliko veselje mi je, da vas vidim v tako velikem številu. Današnji dan vas bomo dobre 3 urce vam malo popestrili. Nekaj časa boste z nami z Upravo za obrambo Postojna v čudovitem ambientu Parka vojaške zgodovine. Po 15-20 minutah kulturnega programa vas vabimo v dvorano tule za eksponati, kjer opravimo redno seznanitev vojaških obveznikov. Za vami se nam pa še pridruži osnovna šola Pivka, kjer bomo tako kot vam tudi njim predstavili Slovensko vojsko kot možnega vašega delodajalca in vaših kariernih poti in seveda šolarjem približali vojsko kot organizacijo. Kulturni program bomo izpeljali tule. Po sami seznanitvi boste prejeli vojaški obvezniki tudi opravičila za šolo, kajti danes imate cel dan opravičen, in pa nekaj malega prigrizka. Kakšen dan se boste pa potem naprej naredili, je pa samo v vaši moči, sploh fantje iz nabornih vozov. Za tiste nabornike, ki ste pa prišli z avtobusi, vas obveščam, da avtobus ob enih odpelje s parkirišča, kjer vas je pustil, in prosim ne zamujati, da ne bo kdo tukaj ostal. Bomo pomagali, če bo kdo, ampak držite se, če se le da ure. Tako da lepo pozdravljeni v ambientu Parka vojaške zgodovine in na govorniški oder povabim direktorja, gospoda Boštjančiča. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni res v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine in tudi v mojem osebnem imenu. Zelo smo veseli, da lahko gostimo ta tradicionalni dogodek. Res je lepo, da ste zbrali to dobro voljo, energijo in prišli na ta nekdanji nabor v Stiringu. Tako kot smo včasih hodili z nabornimi vozovi, okrašenimi, in res je lepo. In bi se zahvalil Upravi za obrambo Postojna, da skuša, da vlaga velike napore v to, da ohranja to tradicijo. In tukaj se povezujemo, ker Park vojaške zgodovine ima ohranjanje slovenske vojaške tradicije v bistvu vgrajene v temelje tega projekta. Tako da nam je v čast, veselje in da lahko gostimo ta dogodek in izražamo res eno veliko pripravljenost, zadovoljstvo, da delamo to tudi vnaprej. Vsem skupaj želim lep dan, da bi se lepo počutili tukaj v Parku vojaške zgodovine. Res danes ni namenjeno turističnemu ogledu, ampak nekaj boste videli, nekaj boste odnesli tudi od tega, ampak vseeno dobrodošli tudi mogoče na kakšen drug dogodek zdaj v okviru tega zgodovikenda, ki smo ga s to Stiringo danes tudi nekako slovesno začeli. Lep dan želim vsem skupaj. Hvala, direktor. Seveda pa slavnost ne bi bila še bolj slavnostna, če ne bi med naše vrste povabili tudi predstavnikov vaših občin.
Med nami je podžupanja gospa Godina, napovedal se je tudi župan občine Sežana, gospod Andrej Sila. Če je med nami, ga prosim, da pride bližje. Moram pa povedati, da iz občine Komen in občina Sežana smo pa dobili opravičilo, župani vas prav lepo pozdravljajo, vam želijo lep dan, ampak žal nista uspela priti na ta dogodek. Zdaj pa k slavnostnemu govoru nagovorim gospo Majdo, podžupanjo občine Pivka. Hvala lepa. En lep pozdrav v imenu občine Pivka in pa tudi v mojem imenu vsem prisotnim na tem današnjem dogodku. Posebej lepo pozdravljam vse napornike letnika 2005, ki ste tukaj zbrani iz naše občine in pa tudi sosednjih občin. V letošnjem letu ste nekateri že dopolnili, nekateri pa še boste 18 let. To je polnoletnica. S tem pa prihaja tudi nove obveznosti in pa tudi nove zadolžitve. Lahko pridobite vozniški izpit, odgovorni ste za svoje dejanja, sami se odločate svobodno in ena izmed teh obveznosti, ki pa prihaja s polnoletnostjo, je pa tudi obveznost do služenja vojaškega roka in pa do služenja v Slovenski vojski. Lepo pozdravljam tudi vse starše in pa stare starše, ki ste prisotni. Verjetno ste danes zelo ponosni na svoje otroke in vnuke. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek k temu dogodku. Čeprav je občina finančno pomagala pri današnji slovesnosti in okrašitvi vozov, verjetno je finančno breme bilo tudi na vaši strani, zato hvala lepa za to. Pozdravljam tudi vse spremljevalke in spremljevalce, ki ste na vozovih in pa vse ostale prisotne. Želim, da se bi danes lepo imeli, da bi preživeli lep dan in kot pravim, da bi se veselili po pameti in da se bi tega dneva zelo lepo spominjali. Lep dan, hvala lepa. Hvala, podžupanja. Med nami ste opazili tudi kar nekaj pripadnikov Slovenske vojske in v ta namen na govorniški oder povabim njihovega predstavnika, podpolkovnika gospoda Kervino, da vam spregovori par besed. Spoštovani gostje, direktor muzeja in pa predvsem naborniki. Pred davnimi leti je bil ta dogodek v življenju mladega fanta ena ključnih prelomnic v življenju. Dejansko je bil to preskok v zrelost, no še večja obveznost se je pa zgodila, ker je bilo potrebno potem spakirati in pa iti na služenje. V bivši državi je seveda bilo to leto ali več, v naši potem po osamosvojitvi pa 6 mesecev. Vi te obveznosti seveda sedaj nimate, ste pa kljub temu imate neke obveze do domovine in upam, da vas bo ta dogodek današnji, da vam bo ostal v spominu in da vas bomo tudi poskušali čim več pritegniti v uniformo v kakršnikoli obliki. Nekaj sredstev smo danes pripeljali in se lahko potem, ko boste formalnosti opravili tukaj tudi zunaj pogledate. Še več tega bo pa Slovenska vojska predstavila v nedeljo, tako da vas ljudno vabim tudi na ta dogodek. Torej, še enkrat srečno in pa naj vam ostane to v spominu današnji dan. Hvala. Hvala, podpolkovnik. Fantje, da pa vaš trud z izdelavo nabornih vozov ni bil zastonj, se je občina Pivka odločila, da vas tudi nagradi. Jaz sem vas pa v imenu Uprave za obrambo Postojna prosila, da se malo pripravite in vabim vse 3 predstavnike vozov, da pridete na oder in predstavite izdelavo vaših vozov. Fantje, oder je vaš.
Sem predstavnik pivškega voza, katerega postavljam na vse srce Katalínja, pivka, hrastja, kao, parje, pola ter razkovče. Tu, da smo danes pripravili voz, nam zelo veliko pomeni, saj s tem ohranjamo tudi tradicijo. Želimo, da bi se ta ohranjala še v prihodnjih letih. Tako pa zelo mlade in oboje spomene na odhod fantov v vojsko. Rad bi se zahvalil vsem, ki se na kakršenkoli način pomagali. In izrazil bi tudi hvaležnost občini Pivka, ki nas je finančno podprla pri izdelavi voza. Spoštovani dame in gospodje, jaz sem predstavnik Šmihevske doline. Ponavadi mi rečemo, da smo tudi Kotovci. Tu spadajo pa vasi Narin, na Nadnje selu, Šmihev, Velika in Mala Prstava. Zdaj, 2005-letnika nas je samo 8 ljudi, tu je 5 fantov, 3 ženske. Vse skupaj nas je pa, so še pospremili drugi letniki, nas je vse skupaj na vozi 22. Zdaj, res bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste pomagali pri izdelavi vozov. Je bilo malo težko, malo krehanja, vse razkrat, pa to pride zraven. Pa res hvala, je lepo ratalo in upam, da so vsi zadovoljni se skupno. Še dober dan naprej. Dober dan vsem, jaz sem predstavnik Kršanskega voza, vsem hvala, ker ste danes tle. Od 2005-letnikov nas je 6 na vozi, 1 punca in 5 fantov. In jaz se vsem zahvaljujem, ker ste nam pomagali delati voz, tudi starejšim letnikom, bi šlo malo težje brez vas. Muziki, predvsem tu mora spadati zraven. Problemi so bili, smo jih rešili, danes smo tle, to je važno. In upamo, da se bomo imeli fajn danes. Hvala. Občina Pivka vsakemu vozu poklanja in pršut, tako da... Fantje, hvala lepa za vaš prispevek. Med nami ste videli čudovite pevce pevskega zbora Dragonarjev iz Unca. Prosili jih bomo še za par pesmi, da nam jih zapojejo. Predstavili se bojo pa tudi sami. Hvala. Lep pozdrav tudi v našem imenu, to je boljše. Včasih je bila vojska večja, veste, bi višji vojaki. Kot vidite, pojemo tudi v eni vrsti vojaških uniform. Tu so vojaške uniforme Štajersko-Koroško-Krajskega cesarsko-kraljevega polka številka 5. V tem polku je bilo leta 1914 več kot polovica Slovencev, zato so ga imenovali tudi kot slovenski polk. In proti
koncu vojne so že uporabljali slovenska povelja. Mi pojemo vojaške pesmi iz obdobja do konca Prve svetovne vojne in pesmi, ki jih je napisal generalmajster. Na ta način skušamo ohranjati zgodovino naših in vaših prednikov, kajti v pesmih je večinoma zapisana resnica tistega časa. Ne verjamem, da je tukaj kdo, ki ni okusil, ki njihovi predniki niso okusili trpljenja Prve svetovne vojne. Te vojne se kar še nadaljujejo, zato vojska je potrebna v vsakem času, če še tako mislimo, da je lepo. Glejte, mi te uniforme nosimo iz leta 1721, to je kar dolga doba. Upam, da bo tudi kdo od vas oblekel uniformo s tako častjo, ki jo mi nosimo, pa vsa ta vojska, ki je tukaj izbrana. To je danes tudi lep humanitaren poklic, kot ste videli, tako da mi vam bomo v nadaljevanju zapeli še dve pesmi, in sicer eno bomo spremljali s harmoniko, ki verjetno jo poznate, Regiment po cesti gre. Regiment je tudi, se reče drugače, polk. Pol bomo pa še eno, ki smo pa videli, da jo vi pa fino znate. Pri obeh pa računamo, da nam boste pomagali zdravje. Vela? Lepo se imejte še naprej, lepo pojte. Če se kdo ne bo odločil za poklic vojaka, mi rabimo pevce. Uniforme imamo pa že narejene. Uživajte, ste mladi. Ker
vsem skupaj, s tem je uradnega protokolarnega dela konec, tako da prosim za naslednje aktivnosti. Vojaške obveznike letnika 2005 in dekleta, ki ste tudi letnika 2005, vabim v dvorano za tem helikopterjem, tako da se tu posedemo in opravimo še glavni uradni del seznanitve z vojaško dolžnostjo. Ostali obiskovalci, ki ste prišli zraven, oglejte si taktično-tehnični zbor Slovenske vojske, oglejte si muzeje, eksponate in počakajte na vaše sinove in dekleta. Fantje, ko končajo obveznost, dobijo opravičila in malico in se vam pridružijo na ogledu tehničnega zbora in ogledu muzeja. Hvala lepa, pridite v dvorano.